Spoštovani gospod predsednik akademije, dragi prijatelji in prijateljice profesorja Melika. Moja ali svojo nalogo vidim v tem, da nekaj osebnih replik podam v zvezi z naslovom Izbrani doživljaji s profesorjem Melikom. Za prvo srečanje z imenom Vasilij Melik je poskrbela že omenjena knjiga Slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do 1918, ki je išla z sodelovanjem Ferda Gestrina 66. v Ljubljani. Postala je moj glavni učbenik za slovensko narodno preteklost, ker prej o njej nisem kaj slišal, ne na Koroški gimnaziji, ne na Dunajski univerzi. Edinstveno priložnost za daljši osebni kontakt s profesorjem Melikom mi je nudila njegova udeležba pri naših privatnih potovanjih zgodovinarjev po robeh slovenskega etničnega ozemlja. Začenši 77. leta v Miljah, kjer sta me prišla iskat Peter Vodopivec in Dušan Nečak, ki nas je vsako leto šofiral z svojim avtom z izjemo zadnje 10. ekskurzije. Melik se je po mojem prvič udeležil 4. ekskurzije maja 80 na belokrajinsko področje in v sosednje kraje na Hrvaškem. Z Valterjem Lukanom sva pripravila 10. zadnjo ekskurzijo k koroškim Slovencem, kateri se je pridružil tudi profesor Ignacij Voje, Franc Rozman je pa že prej potoval z nami. Ker nas je bilo 7, smo najeli kombi s šoferjem. Dobili smo se v Borovljah in v naš 3-dnevni spored maja 86 vključili predvsem srečanja z raznimi predstavniki narodne skupnosti. Bili so to župnik Prafare, Roža, Franc Hudl v Kapli ob Dravi. To je tudi rojstni kraj Štefana Singarja, znanega cerkvenega zgodovinarja na Koroškem. Občinski odbornik Bošti Male na Šentjanških rutah, umetnik France Gorše v Svečah, župan Hanzi Ogris po domače Miklavž v Bilčovsu, gospa Lukan, Valterjeva mati, ki nas je povabila na kosilo, predsednik Lesjak in drugi člani kulturnega društva z sedežem v Drabosnjakovem domu na Kostanjah. In končno rektor Jože Kopajnik, vodja doma Sodalitas v Tinjah, kjer smo prenočevali. Drugi dan smo obiskali Podjuvno s podjetjem Top Šport v Pliberku, sprejel nas je direktor Uršič, pesnico Milko Hartmann v Libučah, pisatelja Florjana Lipuša v Selah, župnika Dersula v Grevinskem kloštru in konzula Cirila Šterna v Rikarji vasi. Tretji dan sta bila na vrsti osebnih srečanj še Slovencem zelo naklonjeni zobozdravnik Karel Šrajter v Šenpavlu v Labotski dolini in za zaključek ravnatelj Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu, nam dobro znani Avguštin Male. Oktobra 90 smo imeli avstrijsko-slovenski simpozij ob otvoritvi ljubljanske izpostave Dunajskega osija s tematiko Deutsche und slowenische Kultur im slowenischen Raum vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Po uvodnih besedah moderatorja Petra Vodopivca je imel Vasilij Melik prvi referat na temo Deutsche und Slowenien 1815 do 1914. Svoja izvajanja je končal z zanimivo ugotovitvijo.
vajam to v nemškem izvirniku. Die ganze Problematik der Deutschen und der Slowenen war natürlich viel umfangreicher, sehr kompliziert, von Gegensätzen, von negativen und positiven Faktoren bestimmt. Das alltägliche Leben war reich auch an freundlichen, gegenseitigen Kontakten. Was beide Völker tatsächlich verband, waren das Milieu und die Kultur. Nicht jene Kultur, zu der sie sich bekannten, sondern jene, in der sie lebten. In zaključni stavek je posebno zanimiv. Aprila 1995 je bil simpozij o Celjski gimnaziji z 9 predavatelji z razstavo Gimnazija skozi čas v osrednji knjižnici. Melik je prevzel uvodni referat z naslovom Politične razmere v Avstriji pred 100 leti. Junija istega leta smo nagrado Kolovrat dobili za Malov simpozij. Melik je predsedoval pripravljalnemu odboru in s tem podprl inicijativo Bojana Časa in Janeza Peršiča ter imel ponovno uvodni referat s temo Josip Mal in njegovo proučevanje zgodovine 19. stoletja. Gospod Miran Mal je kot gostitelj omogočil okoli 60 udeležencem zaradi grajskih okoliščin izjemno atmosfero. Ob najlepšem vremenu smo v glavnem odmoru sedeli dobro uro pred gradom in uživali razne dobrote bogatega bifeja. Hkrati so nas sončni žarki prijetno greli, ker je bilo v grajski dvorani precej hladno. Melik je že prej izjavil, da je itak mislil, da bo zmrznil. Med najino vožnjo v Ljubljano sva bila oba zadovoljna z uspehom simpozija. Čudil sem se, da je mene vprašal, kako ocenim njegova izvajanja. Pozornost zasluži najina skupna vožnja iz Ljubljane preko Dunaja v Prago. Na simpozij Bürgertum in der Habsburger Monarchie septembra 1994. 18. septembra me je okoli 11. ure čakal, da ne rečem na Roču, Melik na Cankarjevo 11. Peljala sva se z avtom preko Ljubela in se že na Humparku prvič ustavila za izdatno malico. Vožnjo sva nadaljevala po avtocesti do drugega odmora na počivališču Leupersdorf. Po 12 urah potovanja, to lahko primerjate z svojimi časovnimi razmaki v Ljubljana-Dunaj, sva pristala na Rosenhügelstraße. Zaradi polnočnega časa je Vasja prenočil pri nas. Drugi dan je pozno dopoldne odpeljal vlak Vindobona za Prago s skoraj 20 kolegi zgodovinarji na rezerviranih sedežih v istem vagonu. Z Vasjo sva kmalu zbežala v jedilni predel vlaka, ker pač pri jedači in pijači vožnja hitreje mine. 5 ur je res hitro izginilo v preteklost. V tem času sva mimogrede konzumirala za aperitiv 2 beharovki, 2 menija, 2 pivi in 8 stekleničk odlične moravske frankovke. Za otvoritev simpozija se je v lepi sejni dvorani rektorata Karolinuma zbralo okoli 50 udeležencev. Lepo vreme in privatni sightseeingi so žal vidno zreducirali število poslušalcev. Drugi večer je naju avstrijski konzul, koroški Slovenec Cyril Stern, povabil v starodavno restauracijo v Dvoru Srci iz leta 1358.
Na poti sva z Melikom odkrila nemško knjigarno Štajerca doktorja Salfelnerja in tam pustila ne le nekaj drobiža. Po večeri je širokogrudni gostitelj hotel upeljati uglednega gosta iz Ljubljane v študentski dom, kjer je menda stanovala večina inozemskih referentov. A Vasja ni našel naslova. Tako smo se peljali k Šternovim v južno predmestje, kjer smo zaman iskali Melikov kvartir na vseh razpoložljivih mestnih načrtih. Čez dobro uro Vasja potegne iz nekega žepa kartico za goste. Tako sva ga z gospodom Šternom še tik pred polnočjo peljala do nepoznabne Kajetanke. Zadnji prosti dan v Pragi sva z Vasjo skoristila za ogled čudovite Plečnikove cerkve Srca Jezusovega, zgrajeno med obema vojnama. Ogled mestnih zanimivosti sva končala z obiskom zgodovinskega svetišča Višehrad in si tudi kratko ogledala Češko navje, kjer počivajo Dvoržak, Muha in drugi pomembni kulturni ustvarjalci. Opoldne je odpeljal najin vlak za Dunaj, takoj sva zasedla spet mizico v jedilnem vagonu, čudila sva se, da je kmalu zmanjkalo rdečega vina. Kajti večja skupina ameriških študentov je pri natakarju naročila najino moravsko kapljico, ker so pač zapazili, kako midva uživava z vidnim zadovoljstvom. Vasja je na Dunaju stanoval v Marianeumu. Popoldne sva obiskala zahvalno jesensko prireditev naših vinogradnikov in lovcev v Mavarju. O tej lepi tradiciji je bil nadvse navdušen. Ohranili so se v naši knjigi za goste njegovi redki rokopisno zabeleženi vtisi. Citiram: "Tukaj sedim z lepimi spomini na Prago, Plečnikovo cerkev in Višegrad, zahvalni mavarski praznik, kosilo in družbo, Vasilij 25. septembra 1994. Ker je Vasja želel obiskati gradiščanski Frauenkirchen in tam spoznati gostilno Zum Storchennest, ki jo opisuje znani avstrijski avtor Heimito von Dodera v svojem romanu Die Dämonen, sva mu z Dušanom to seveda omogočila. Te gostilne sicer nismo našli, domnevali pa smo, da je bila medtem preimenovana v Altes Brauhaus. Ogledali smo si zato veličastno baročno baziliko in pravo presenečenje je bilo zapuščeno in zanemarjeno judovsko pokopališče ob robu kraja. V Ljubljani sva se z Vasjo spet srečala isto leto 3. oktobra na Filozofski fakulteti, oziroma natančneje povedano v bifeju pod Akademijo okoli Vogala. Povabil me je na 3 zanj obvezne stalnice, kavico, žganje in včasih vmes kakšno radensko. Tedaj sva vse 3 omenjene dobrine naročila kar 3-krat, ko sva zdržala stoje nad 2 uri. V zvezi z Vasjo sem zapisal tedaj v svoj dnevnik, dovolite, da citiram: "Pri njemu ne morem reči ne, in če bi bil še tako zaposlen. Vsako srečanje z njim je posebno doživetje. Moral bi snemati njegove enkratne formulacije in podrobno slikanje raznih situacij, ki so povezane z velikim znanjem." Konec citata. Mislim, da to marsikdo od vas tudi lahko podpiše. Sestankov je bilo še in še. V dobrih 5 letih mojega službovanja v Ljubljani je bil Melik večkrat tudi moj gost v stanovanju na Kolodvorski. Prijateljski stiki so nujno rodili sadove tudi v tiskani obliki.
To bom pa izpustil, ker imam samo še 1 minuto. Imel sem za svojo dolžnost, da obiščem Vasjo v bolnici, kar mi je uspelo 26. januarja 2009, 2 dneva pred njegovo smrtjo. Ležal je na sobi 13 hematološkega oddelka v 6. nadstropju Ljubljanskega kliničnega centra. Čeprav so v tistih tednih zaradi viroze bili prepovedani vsi obiski. Ker sem prišel z Dunaja in seveda trdil, tudi upravičeno, da tam o tej virozi nisem kaj slišal, je pristojna zdravnica napravila izjemo. V sobi s 5 moškimi, ki so bili po moji presoji vsi v boljšem zdravstvenem stanju, me je Vasja očitno vzel za trenutek na znanje. Ko sem mu stisnil roko in ga pozdravil tudi v imenu svoje družine. Postal je namreč nemiren in malenkostno odprl oči, kot da bi mi želel nekaj povedati. Da zaključim. Akademik Vasilij Melik mi bo ostal v najboljšem spominu. Dovolite, da zaključim z trdnim prepričanjem, da naši rajni živijo dalje, če jih ne pozabimo in se jih spominjamo, tako kot danes, z edinstveno prireditvijo. Iskrena hvala iniciatorjem. Bog te živi, Vasja. Hvala.